Dober večer, še zadnjič v tej sezoni pred poletnimi počitnicami. Jaz zagotavljam vam, da smo se zelo potrudili, da vas tako kot je treba pošljemo na brezskrbne poletne dni. Nocoj ne zamudite popolnega vodiča po Lentu, kdo, kje, kdaj nastopa na letošnjem največjem slovenskem festivalu na prostem in tudi enem največjih v Evropi. Ja, tudi za tiste, ki obožujete reggae glasbo, se bo v avgustu kaj našlo. Vabim vas na Over Jam festival, več boste izvedeli v nadaljevanju. Za glasbo pa bodo nocoj poskrbeli mlada pevka Kim Begovič in trenutno najbolj priljubljena najstniška skupina pri nas. Ja, s katero tudi začenjamo. Ja, uganili ste In and Out in Te čakam. Sveta, če puščava, kar zgraditi znala sva oba, a mi dva. A ni to raj za vekomaj, po enem dnevu hočem le nazaj, nazaj. Saj zdaj živiva v najlepši dobi, da srečo sva na pol pustila v sobi. In te čakam težke. Dobro veš, da čakam te nekje. Čakam te nekje. Zanimiva sva, si stvari, preveč bilo vsega je za oči. Prav je to, kar pravi ti le glas, njena glas. Zdaj živiva v najlepši dobi, se srečo sva popustila v sobi. In te čakam peški. Dobro veš, da čakam te. Obsiješ me, zdaj dobro vidi se. Obsiješ me, verube gre. Obsiješ me. Saj zdaj živiva v najlepši dobi, le srečo sva na pol pustila v sobi. In te čakam težki. Dobro veš, da čakam te nekje. Živiva v najlepši dobi, nekje. Le srečo sva na pol pustila v sobi. Nekje te čakam težki. Čakam te nekje. Takole, dober večer vam želim, fantje. Zdajle jaz vem, da vas ni posebej treba predstavljati, seveda, ker namreč naše mlajše gledalke, najbrž od horoskopa pa marsikaj še drugega dobro vedo vas. Tim, morda s teboj začnem. Ja, lep pozdrav.
Priljubljenost ni vprašljiva, a ne? Sem pravilno vas prej napovedala. Ja, res je, načeloma je to res, da tudi smo najstniška skupina, ker smo mogoče zaradi tega, ker smo sami najstniki, ampak tudi moram priznati oziroma povedati, da v zadnjem času tudi niso samo najstnice tisti, ki nas poslušajo, ampak tudi se ta krog zelo širi, no, ker smo nekako zapakirali ta in and out malo v bolj bendovski način, bolj igramo, tako malo bolj pop-rock zadeva in nekako zajemamo to žlico tudi druge ljudi, no, ne samo najstnice. Ne. Nastali so nekako na resničnostnem šovu, to je dejstvo. Bi še enkrat ponovili tak začetek skupine, bi se še enkrat odločili za isto pot? Ja, jaz mislim, da bi se vsi še enkrat odločili za isto pot, zato ker pač tudi če eno leto že tega, se imamo še zmeri full fine, trudili smo se, če takrat toliko tudi to, koliko se trudimo zdaj, tako da ni nam žal za nič, no, še enkrat bi šli vse skozi, sigurno. Kako je potekalo to leto od prejšnje sezone, ko ste pač nekako so vas ljudje širše spoznali? Vsekakor je to bil, lahko rečemo, mega, ne? Naenkrat prepoznala vas je cela Slovenija in še nekako se držite, delate naprej. Smo se obdržali nekako, ampak bilo je zanimivo, no, sploh zaradi tega, ker nekako smo iz vsake svoje sobe smo stopili na oder in potem iz danes na jutri naenkrat se vsi poznajo, vidiš svoj poster tam, vidiš objavo o sebi tam in je že kar v bistvu zelo nenavadno, no, se kar navadiš, mislim, se ne navadiš se tako hitro, no, ampak je pa res, da smo res imeli 500 leta, no, nekako ko so se reflektorji ugasnili na tem šovu, so se v bistvu za nas komaj prav začelo, no, in smo takrat nekako res zagrizli vse skupaj, delamo komade, koncertiramo ogromno, sploh zdaj maja, junija imamo ogromno koncertov in nekako ja, smo se obdržali in tudi vedno počasi nekako tudi rastemo, to nam je tudi cilj. Kako dalje, kakšni so vaši načrti? Ja, v bistvu... Kje vas bodo lahko videle vaše oboževalke to poletje? Ja, to poletje v bistvu zdaj, kaj še imamo par teh open airov, kjer igramo te radiji, ki imajo obletnice, potem tudi Žalska noč, naprimer, potem tudi v Radovljici na festivalu. Načeloma tudi bomo naredili eno zanimivo stvar letos, za to poletje, eno presenečenje, v bistvu bomo snemali naš nov singl, oziroma smo ga že posneli, ampak bomo dali ljudem možnost, da se tudi oni v videospotu nekako bodo snemali sami sebe, ne, in potem interpretirali naš komad in potem bomo vse skupaj zložili in potem bo to naš video, to bo v bistvu septembra, tudi ko bo še naš album, no, ki ga tudi snemamo to poletje. Kako je kaj na koncertih z oboževalkami, še to velja, kričijo, vas čakajo za odrom? Ja, na koncertih je kar pestra, mogoče, ko pridemo na tonsko vajo, že nekatere čakajo tam pod odrom, da se bo vse skupaj že enkrat začelo in pol, ko končamo s koncertom ali pa s tonsko, nas čakajo prograji in pa seveda sledijo podpisi pa slike pa vse to, tako da je kar zanimivo. Vam je všeč to? Seveda, ne? Seveda. Je všeč, je zanimivo. Pač ti da tisti občutek, da to, kaj počenjaš, je okej in tudi te ljudje podpirajo in jaz mislim, da je potem to, ne, ti da vedeti. Kam odhajate na poletne počitnice? Bodo to počitnice ali delovne počitnice? Bodo kar oboje, po mojem, ne, ampak bomo si pa definitivno vzeli ta dopust. Julija nekako imamo mesec kreativne pauze, ne, ker gremo vsi na morje, kreativno, kao. In po mojem rabimo malo diha, potem pa zagrizemo dalje v studio in snemanje albuma in potem par koncertkov in je že album zunaj. Je tu september, prvi dan šole. No, lepo ste to povedali, ne? Lepo ste to Tim povedal, zdajle pa bomo si ogledali vaš video spot in pozneje se nam boste še predstavili z enim singlom. Si severni in pa In and Out, prosim. Še en dan, nor je plan, na ramenih prinesem ti svet. Smer poznam, sva že tam, da mi piševa novo si stran. Vidi, greva živet, zavrteti ta svet, za te sam je okej, ker mi verjameš. Upaj vasi vzet, čez oblak poletet, razlog si, da si želim, misli so jasne. Naj nebo nad nama nocoj žari, ko si severni, baby. Naj nebo ta noč, ko sva jaz in ti, si severni, baby. Ni ovir, ni
severni. Še en dan ni za manj, da usodi ukradeva plan. Zdaj sva tam, zgodbo imam, piše srečen se konec roman. Skupaj znava živeti, zavrteti ta svet, zate same je okej, ker mi verjameš. Upaj vasi vzeti, čez oblak poletet, razlog si, da si želim, misli so krasne. Naj nebo nad nama nocoj žari, konci severni, baby. Naj nebo ta noč, ko sva jaz in ti, si severni, baby. Ni ovir, ni napad, pred nama luči, tja do noči, kjer je si severni. Daj mi znak, še korak, pred nama luči, lepa si mi, kot je si severni. Severni, Takole, v naslednjih minutah bomo govorili o živi knjižnici. Knjižnica, v kateri se ne izposojate knjig, ampak se lahko pogovorite z različnimi ljudmi. Dober večer želim, Mateja Pačnik. Mi, da bova malce poklepetale nocoj. Sem pravilno povedala, za kakšno knjižnico gre? Da, v bistvu gre za vsako knjižnico, kot je vsaka druga, ampak da so v tem primeru so tu knjige ljudje. Bralci oziroma potencialni obiskovalci pridejo do knjižničnega pulta, pregledajo, kaj ponujamo in potem se odločijo za eno izmed knjig. To pa izgleda tako, da se v bistvu pol ure do največ 45 minut potem z izbrano knjigo pogovarjajo. In te ljudje, za kakšne ljudi pa gre, za drugačne? To so bodisi predstavniki različnih družbenih skupin ali ogroženih, ali pa predstavniki manjšin oziroma vsi tisti, ki na nek način družba do njih goji neke predsodke ali stereotipe. In ti ljudje so na voljo, kje bodo na voljo, kako to funkcionira, ali se to najaviš prej, pa potem vi zorganizirate to branje oziroma klepet, da takole rečem? Letos bo knjižnica v Mariboru 2 dni, in sicer 28. junija in 29. junija na živih dvoriščih, v petek popoldne in pa v soboto od 12. do 20. ure. Dobrodošli pa so vsi, ki jih to zanima, v bistvu si želijo kaj novega izvedeti, ni pa se treba predhodno najaviti. Odkot ideja za to vrstno živo knjižnico? Ideja pravzaprav prihaja iz Danske, kjer jo je začela živo knjižnico ena nevladna organizacija in se je v bistvu zelo dobro prijela in razširila tako po Evropi kot po celem svetu. Komu je namenjena živa knjižnica? Kaj spodbujate? Spodbujamo ozaveščanje o drugačnosti, o človekovih pravicah, namenjena pa je vsem tistim, ki se želijo bodisi srečati s svojimi predsodki in stereotipi, spoznati kaj novega in v bistvu porušiti te predsodke in stereotipe, ki jih imajo do sebi drugačnih. Ja, živa knjižnica potuje, da takole rečem, po Sloveniji že drugo leto. Kakšen je odziv, kako se Slovenci odzivamo? A prihajajo zelo nestrpni ljudje ali zgolj prijazni radovedneži? Odziv je zelo dober, ampak potencialni oziroma obiskovalci, ki pridejo, so tisti, ki v bistvu to zanima, tako da bolj prijazni radovedneži, ki bi radi izvedeli več o tej tematiki. Zanimivo, torej še enkrat povabilo našim gledalcem v času festivala Lent. Kdaj, kje, še enkrat, morda Mateja? Torej na živih dvoriščih 28. junija, to je v petek med 15. in 20. uro in v soboto med 12. in 20. uro.
Hvala lepa, pa naj še kdo reče, da se nič ne dogaja v našem mestu. Hvala lepa za nocoj, mi pa nadaljujemo z glasbo. In and Out skupina, znova z nami drugi singl nocoj in Land Down Under. Ok, to je v bistvu naša priredba, poletna, ampak si želimo, če bi to bil naš singl, verjetno zdaj bi bili na kakem Woodstocku. Tako da, 1, 2, 3, 4. Traveling in a fine number, I'm a scary tree full of zombies. Man, a strange lady, she make me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, I come from a land down under. Women glory, men chunder. Can you dig it to get it down love? Better run, better take cover, yeah. Running back from a man in Brussels, 6 foot tall, full of muscle. I said he's speaking my language. He just smiled and give me a Vegemite sandwich. And she said, I come from a land of love. Women glory, men chunder. Can you see the thunder? Better run, better take cover, yeah. And she said, I come from a land of love. Women glory, men chunder. Can you see the thunder? Oh, better run, better take cover, yeah. I come from a land of love, yeah. Women glory, men chunder. Can you see the thunder? You better run, you better take cover. Konec junija že 20 let na svoja številna prizorišča pritegne več kot 500 000 obiskovalcev, zaradi česar je najbolj prepoznaven festival v Sloveniji. Seveda festival Lent in dober večer, Boris Črnič, ste že v nizkem štartu. Ja, skoraj da. Že nekaj časa. V petek se začenja zares otvoritev že 20. festivala Lent. Okrogla obletnica, znova veliko izvajalcev, veliko odrov. Kaj se bo dogajalo letos? Če tako popravim, zares se začne že v četrtek. A zares že v četrtek? Že v četrtek, najprej za svečanim dvigom festivalske zastave, nato pa žal nam ni uspelo umestiti v sam datum festivala zborovski boom, 5000 učencev iz vseh, ne vem, zdaj okrog 56 osnovnih šol iz cele Slovenije bo v Ljudskem vrtu na stadionu pripevalo zborovske pesmi. To je torej uradni začetek letošnjega festivala. Ni uradni, ampak bom rekel, je pa začetek, ja. Znova veliko nastopajočih, veliko bolj ali manj znanih imen. Morda bi koga še posebej izpostavili, Edo Majka, TBF in seveda mnogi drugi, Manuš, Nula Kelvina. Ja, to so izvajalci z večerovega odra. Ne vem, težko je izpostavljati bilo koga. Rekel, da smo organizatorji
bi izpostavili celoten festival, kajti veseli smo, da smo lahko naredili v dokaj težkih pogojih in res ob pomoči pokroviteljev. Danes smo pač svečano tudi podpisovali pogodbe, par ur pred tem, od podpori mestne občine in res velikimi napori vseh organizatorjev festivala nam je uspelo festival pripraviti. Vsekakor stavimo na prireditve na glavnem odru, otvoritev z Vlatko Stefanovskim in Vasko Atanasovskim s projektom Faren AS, cela kopica znanih izvajalcev moče Osibisa kot zvezde festivala za starejšo generacijo Juraja Hip. Uspelo nam je privabiti na Jazzland od Billy Evansa, Manukačeja, Medeski Martin Wooda, ki v svetu jazza so, rekel, res velika imena, ki si jih izpostavila ti mogoče še na večerem odru OPM, ameriška znana skupina, Kesudaka iz Španije, imen je ogromno. Se pravi, program smo kljub skrčenim sredstvom pripravili v približno enaki obliki in upam tudi v kvaliteti kot lani, na kar smo ponosni. Je bilo kar hudo, a ne? V teh časih ni se vedelo, kako in kaj. Še pred kratkim, ko ste bili naš gost, še najbolj niste vedeli, kdo in kaj bo nastopil. Folk art tudi letos bo. Zdaj lahko naši gledalci sicer si grejo od lanskega leta, kar nekaj posnetkov imamo. Torej tudi folk art morda, ne, za ljubitelje folklore, z kolikih držav prihajajo letos? Moram jih prebrati. Vedno je toliko držav, da letos prihajajo skupine iz Cipra, Egipta, Ukrajine, Litve, Kolumbije, Romunije, Makedonije, Slovenije, tako da bo folk art zopet udeleženci iz vsega sveta in mislim, da bo zopet pisano in veselo na folk artu. Popotni list oziroma Lenta, že drugo leto. Še enkrat za tiste, ki ne vedo, kaj to pomeni, Lenta ki se da nabaviti in kaj pomeni. Lenta je vstopnica, ki vam zagotavlja dostop na skoraj vse prireditve. Nekaj prireditev je doplačljivih, predvsem prireditve, ki sem jih že prej omenil, zvezde jazza, mislim, da 2 ali 3 prireditve na glavnem odru in komedije kot vsako leto. Drugače si pa lahko gleda vse prireditve na vseh ostalih prizoriščih z lento. Cena 25 €. Računamo res na obiskovalce, da si bodo v čim večjem številu to kupili in s tem tudi podprli festival, kajti to nam je, rekel, izvirni prihodek festivala, tudi prodaja teh lent. Poleg tega je pa ogromno prireditev, predvsem za mladostnike in otroke na festivalu brezplačnih. Govorimo o Art Campu, zopet v skoraj enakem obsegu kot lani. Predstave uličnih gledališča, večero oder, Jočko oder, so prireditve, za katero ne potrebujete vstopnine. Kje bo Art Camp potekal letos? Art Camp tradicionalno v mestnem parku z 2 prizoriščama. Oder Art Camp namenjen šolski produkciji mladim, mladostnikom in Oder parka doživeti je namenjen predvsem otrokom z gledališkimi predstavami, muzikli, lutkovnimi predstavami, prav namensko narejenimi prav za najmlajšo generacijo. Morda še rečeva kakšno o Sladolentu. Sladolent bo na enaki lokaciji, mislim, da v še boljšem obsegu, okrog 30 slovenskih kuharskih mojstrov oziroma šefov, kot ti po sodobno pravijo, bo ponovno predstavljalo vse 16 dni svoje, bom rekel, lahko res umetnine. Torej, kar veliko dogodkov, brez veze, da sploh naštevava kar nekaj, ker enostavno treba bo malce pogledati tudi na uradno spletno stran vašega festivala in pa seveda lento si nabavite bo lažje, hitreje in nekako, ne? Z lento smo letos tudi uvedli nagradno žrebanje, izžrebali bomo ekološki električni skuter med kupci lente, tako da še moče ena. Kje se dobi lenta? Lente lahko kupite v informacijski pisarni Narodnega doma, med samim festivalom, pa tudi na samih prizoriščih oziroma na samem festivalu, ogromno prodajnih mest je. Torej, še enkrat vabljeni od četrtka oziroma petka naprej. Veliko prireditev, Maribor navsezadnje se mi zdi, da diha za ta festival. Upam, da res. Mnogi ga radi obiščejo. Koliko ljudi pričakujete?
Ja, vedno je obisk odvisno od vremena, ampak računamo 500, 600 tisoč, 700 tisoč, odvisno od vremena. Mislim, da smo pripravili in ponudili program, ki je zanimiv in atraktiven in upam, da se bodo tako Mariborčani kot okoličani oziroma tudi mogoče tujci iz okolice Slovenije odločili in obiskali festival, kajti toliko različnih zvrsti je na samem festivalu, da tudi če se naključno odloči za en dan, imaš v Mariboru kaj početi, mogoče čez dan, zvečer ga pa zaključiš na Lento, ker je pač ogromna prireditev vseh zvrsti in prav zagotovo najdeš nekaj, kar ti bo ustrezalo. Ja, hvala lepa za nocoj, želim vam lepo vreme, kot kaže bo, zelo vroče. Takole nadaljujemo znova z eno festivalsko zgodbo, ki pa se bo zgodila meseca avgusta. Tadej Tratnik, dober večer. Zdravo. Reggae festival na Soči, Over Jam. Kdaj? Končno. Kdo prihaja, kaj se bo dogajalo? Prvo kot prvo, končno, da se je Reggae festival vrnil v Slovenijo. Vemo, da je 9 let bil Soča River Splash popularen festival in glede na to, da v Sloveniji reggae kulture le ni toliko, je bil zelo uspešen festival. Pol na koncu je malo zaslaromiral, ampak zdaj se vrača reggae scena ojačana, še v sodelovanju z Italijani in Avstrijci, tako da je to nekako evropski reggae festival, se letos bo zgodil na Soči, torej na legendarnem prostoru že prejšnjega festivala. Festival poteka torej 3 dni. Kako to izgleda? Mislim, za nas, to kampirate in potem muzika. Kampiramo, različni odri so, je odri za moderne reggae, za dancehall reggae, za tiste, ki radi plešajo, je oder za dub, ljubitelje težkih bas linij. Je oder za nastopajoče, kjer bodo nastopali legende Inner Circle, La 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 Long in vsi hiti. Groundation, eden izmed najboljših reggae world glasbenih bendov iz Amerike, Scaramucci, Jacoustics, skratka, program je zelo bogat in zelo dolg, saj še potem poleg tega tudi en oder na plaži, na mivkasti plaži, kjer se te modri rečici srečata, kjer se celi dan dogaja špricanje vodi, kanuji, glasba, DJ, petje, delavnice afroglasbe, delavnice plesa, kulturni kotički z modernimi idejami ekologije in vsega ostalega, ki se upada z reggae kulturo naravno. Prav tako vrtec za starše, ki bojo prišli in se bojo lahko malo sprostili, medtem ko bojo njihovi otroci na reggae se igrali. Ne vem, zakaj ti mene zdaj gledaš. Torej, dober predlog, kako preživeti. Točno, Tadej, kje bo to? Ti si me vprašala. Na Soči? To je v Tolminu. To je v prečudovitem Tolminu, ob sotočju Tolminke in Soče. To je res prečudovit kraj z mivkasto plažo, kjer se te dve rečici srečata in kjer bo ogromno programa, zraven tako je kemp z vsemi temi prizorišči. Kemp je tudi v koliko toliko gozdnatem, tako da je dosti sence. Si je treba rezervirati vstopnico? V bistvu vstopnice so bile zelo poceni v začetku leta in še tudi zdaj se dobijo ceneje. Če pogledate na overjamfestival.com, boste dobili informacije ali na Facebooku Overjam. Mislim, da na koncu čisto bo vstopnica, če boš res ne boš dobene predprodaje, kupil boš 100 evrov dal, kar je približno 25 evrov na dan, kar je seveda za tako ponudbo. Kempiranje, zastojanje je v bistvu zelo malo, glede na to, koliko nastopov, koncertov na 4 odrih boš videl. Koliko ljudi pričakujete? Jaz sem za pričakovanje v Sloveniji zelo težko reči, ker kot sem povedal, Slovenija neke reggae svoje močne kulture nikoli ni imela. Že v Jugoslaviji reggae bendov, vsak jugo band je imel kakšen reggae komad, ni pa bilo reggae bendov. Ni bilo reggae festivalov za razliko od rocka, punka, ostale, ki je. Tako da recimo Soča festival je imel ogromno ljudi, jaz ne spomnim se, koliko tisoče ljudi je prišlo tam, ampak je bil zelo velik, torej dosti večji kot je sama reggae klientela v Sloveniji. Tokrat se šteje toliko bolj na prave ljubitelje reggae, torej iz cele Evrope, iz Avstrije, Italije, Nemčije, zelo internacionalna
udeležba bo in vsekakor se tudi računa na to, da bo čim več Slovencev prišlo in da bojo uživali ob svoji lepi rečici, ob glasbi. Prav tako ogromno slovenskih izvajalcev, skoraj vsi kvalitetni slovenski reggae DJ-ji bojo imeli lahko predstavili svoje programe na plaži čez dan poslušalcem, medtem ko bojo pa večji artisti, bojo pa tudi nastopili na večjih odrih. Tudi sam, seveda, si pevec pri skupini Siti hlapci, reggae glasba. Kaj zdaj trenutno počnete? Zdaj imam priliko, da te vprašam. Hlapci smo zelo veseli, saj smo skupaj spravili nov album. V teh kriznih časih smo si sami studio sestavili v naši bazi v pekarni, kjer smo cel album od A do Ž posneli pod vodstvom našega kitarista, producenta Benota Soršaka. Tako da nov album se zdaj počasi lansira. Imeli smo malo težave, saj naš klaviaturist ne more letos, je odsoten, tako da smo mogli za te par festivalov, kot je Lent festival v Mariboru, kjer bomo nastopili 3. in potem 15. na Poštni ulici. Nastopili bomo tudi v Avstriji na festivalu, dvakrat na 2 avstrijskih festivalih in v Sotli v Bistrici. Tako da nekako bomo za te festivale že imamo zamenjavo, naš stari klaviaturist. Tako da v bistvu pričakujemo, da bomo naslednjo leto se toliko bolj posvetili predstavitvi Siti hlapcev novega albuma. Medtem ko jaz osebno sem letos ogromno zaposlen za svojim italijanskim bendom Macaco Jump in sem v bistvu vsak vikend v Italiji. In prav tako bomo predstavili se ekipa Siti hlapcev v kombinaciji še drugimi glasbeniki letos na Overjam festivalu kot Rhythm Band. In bomo spremljali tudi nekatere jamajške artiste, skoraj slovenski glasbeniki, kar je v reggae kulturi zelo znano, torej, da so te navezave. Tako da se še bo ogromno dogajalo. Ja, vidim in zelo si nas prepričal. Jaz mislim, da marsikoga med našimi gledalci, da bodo z veseljem prišli na Overjam festival. Poglejte si torej spletno stran, overjam.com se povedal, tam boste videli vse informacije ali pa na Facebooku in zanimivo, kako preživeti 3 dni poletne dni v avgustu. Hvala lepa, da si bil naš gost. Hvala tebi, hvala vam. Upam, da kdaj vidimo torej tudi Site hlapce v živo v naši oddaji. Takole, zdajle pa mlada zvezda, mlada nadebudna pevka Kim Begović se nam bo predstavila s pesmijo Read All About It. Prosim. Stop hiding it.
Ja, takole, Kim Begovič, super si se izkazala. Hvala. Jaz mislim, da naši gledalci, če bi zdaj postavili nagradno vprašanje, ne bi uganili, koliko si stara, pa jim kar sama povej, ker ne bi verjeli, da tak glas prihaja iz tako mlade punčke, da takole rečemo. 12. 12 let šteješ komaj in tak glas. Obiskuješ tudi šolo solopetja najbrž? V Ljubljani, z Natašo Nahtigal. Talent imaš, veliko volje, veliko dela je vloženega in truda, to se tudi seveda sliši in vidi. Kako je se ukvarjati takole profesionalno s petjem, že tako mlada? A je to zelo naporno, povej mladim bodočim pevkam? Po eni strani imaš dva življenja, pač eno življenje je, ko si v šoli, pa sediš za šolskimi klopmi, pa poslušaš učiteljico, kako se dere včasih na tebe, ko nimaš naloge ali pa kaj takega. Potem pa je drugo življenje, ko prideš na oder, pa pač si se hočejo pogovarjati s tabo, pa nekaj posebnega si, tako da je super. In eno in drugo in šola in pa oder, a ne? Ja, super. Glasbeni oder te privlači najbrž že od malih nog. Koliko časa pa že poješ, Kim? Če se ne motim, od 4. leta, ampak nisem sigurna. Kako dalje? Kakšne imaš načrte? Kaj si pravzaprav želiš? Ja, pač uspet želim v glasbi. Zdaj pa pač planiramo, da bi šli v Los Angeles to poletje, v en kamp glasbeni, tako da upam, da bo kaj. Torej, da boš nekje na tujino ciljaš, a ne? Ja, na tujino, ja. Kaj pa slovenski oboževalci? Tudi super, Slovenija je bomba, super, vse, ampak tudi drugam. Kdo so tvoje vzornice, katere pevke imaš na rajih, tudi najraje poslušaš? Najljubša pevka osebno je Lana Del Rey. No, ona mi je the best. Za punco tvojih let bi recimo rekli, da Britney Spears pa Katy Perry morda. Ja. Izbrala si popolnoma... Lana. Lana ti je bolj všeč. Ja. Kaj pa šola, a zmoreš eno in drugo? Pa sej bo. Druga pesem, s katero se nam boš predstavila nocoj, je tudi, lahko rečem, da ne samo že letošnji mega hit. Ja. Follow Rivers. Follow Rivers in pa želim ti veliko uspeha v prihodnje, Hvala. Da bomo še slišali širše in da bomo seveda ponosni na tebe tudi, ko boš svetovno znana, da takole rečem. Hvala, Kim, da si bila nocoj z nami. Zdajle pa izvoli, oder je znova tvoj, kjer se počutiš kot riba v vodi, glede na to, da je poletje pred nami. I Follow Rivers in Kim Begovič. Izvoli, Kim. Hvala.
Ja, pa smo pripeljali do konca še eno sezono naše oddaje. Želim vam čim bolj brezskrbne poletne dni. Uživajte kjerkoli in s tistimi, ki jih imate najraje. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.